Povezovanje je ključ do uspešne družbe in tudi pravih posameznikov. In zato smo v ta namen danes v našo družbo povabili gospo Marto Turk, ki uspešno vodi projekt 500 podjetnic. Gospa Marta, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Mi, da smo že kar nekaj se zdaj v zaodrju oziroma pred kamerami, ki še nismo vklopili, pogovarjali. In vam moram kar čestitati, ker ste si zadala res orang projekt, ki ga uspešno peljete že 10. leto. Zdaj, če na začetek, da najprej gledalcem predstavi vas, torej za kakšen projekt sploh gre? Ja, to zdaj že ni več projekt, je kar podjetje, 500 podjetnic, DOO, na kar smo zelo ponosni. Organizira dogodke, ampak organizira enkrat na leto samo en dogodek. Dogodek je namenjen podjetnicam ali pa tistim, ki imajo podjetniški duh, pa se še ne upajo in bi rade slišali, kakšne so izkušnje drugih podjetnic. Tako na splošno, kar se tiče samega dogodka. Torej, seveda vse podjetnice in tudi, bomo rekli, boljše polovice, da vas ne bomo čisto zdaj spustili pa diskriminirali. Vsekakor tudi moški so vabljeni, lahko pridejo podpreti partnerstvo ali pa celo podariti karto, da se lahko udeleži torej 23. aprila na Gospodarskem razstavišču. Kaj ste torej pripravili za vse tiste, ki so torej željne malo podjetniške energije? No, morda tudi tiste, ki še niso, ne? Ja, sporočilo in poslanstvo našega dogodka že vsa ta leta, od leta 2013 smo namreč se pojavljamo na ta način. Vmes so bila 3 leta covida in smo morali se odpovedati dogodku, če ne bi zdaj kar 13. leto že to se dogajalo. Naše poslanstvo je predvsem seveda spodbuditi še bolj podjetnega duha pri ženskah, tistim, ki so že uspešne, dati priložnost, da se predstavijo drugim tako, da te mlajše začetnice dobijo svojo vzornico, kajti vzornice igrajo pomembno vlogo v razvoju ženskega podjetništva, da si med sabo spoznajo, izmenjajo izkušnje, da druga od druge izvedo, kje so mogoče izzivi, kje so pa nove priložnosti. Naša želja je tudi, da se vzpostavi čim več partnerstev. Zakaj? Zato, ker danes ustvariti samo samostojno podjetniško pot, se pravi biti SP in delati od doma, nima več take dolgoročne možnosti za preživetje, kajti izzivov je zelo veliko. Danes podjetnica, ko ustanovi podjetje, mora znati ogromno več znanj, specialnih znanj, kot recimo pred 30 leti. Kajti obvladati mora dobro digitalni marketing, vsa socialna omrežja, poznati mora dosti dobro zakonodajo na področju dejavnosti, ki jo opravlja, poznati mora še druge predpise, ki sem sodijo, kajti Evropa tudi pritiska na nas, mora prilagoditi svojo dejavnost, kajti drugače tvega tudi kakšne kazni. Vse to pa en človek v času recimo 10 ur svojega dela preprosto ne more opraviti. Zato tudi želimo skozi naš dogodek sporočati, da bi bilo zelo dobro, če bi se ženske začele povezovati v določene vrste kooperative, pa bi se recimo v teh manjših skupinah, ena bi bila specialistka za finance, druga bi bila specialistka recimo za vodenje računov, tretja morda za marketing, četrta pa za mogoče dodatno razvoj tiste dejavnosti, produkta ali storitve, ki je na trgu. To pri nas tega partnerstva, tega načina razmišljanja pri nas umanjka, zato pa imamo že vsa ta leta od ustanovitve samostojne Slovenije strukturo gospodarstva pravzaprav šibko v primerjavi s tem, kaj bi si želeli postati neki playerji na evropskem tržišču. Mi imamo več kot 90%, mislim, da kar 95% v strukturi našega gospodarstva mikropodjetij. To pa pomeni en zaposlen ali maksimalno 2 do 3 zaposlene. Morali pa bi imeti bistveno večji delež malih podjetij do 50 zaposlenih, se pravi, če se zdaj ozremo, kakšna je situacija pri ženskah v podjetništvu v Sloveniji, zelo malo zaposlujejo, se pravi, zelo njihove aspiracije podjetniške k rasti in razvoju, k prodoru tudi na skupni evropski trg niso velike. Zakaj? Razlogov je seveda več. Eden od razlogov je tudi to, da gre za neko pomanjkanje finančnih virov, s katerimi bi lahko morda se bolj korajžno lotile tudi kakšne druge dejavnosti, ne samo tiste storitve, s katero so začele. Razlog je tudi v tem, da smo Slovenke kar dobro podprte v okolju v smislu materinstva, v smislu teh vsebin. Zato je mogoče obdobje, ko je mlada ženska ustanovila svoje podjetje, pa ima otroka ali 2,
takšno, da je bolj pasivna v smislu podjetništva, se pravi, ima neko podjetje, ampak ravno toliko, da je nekaj dohodka. Mi pa želimo spet opozoriti, da to obdobje materinstva, ko so otroci absolutno odvisni od matere, hitro mine. In če se pravočasno ne bomo pripravljali, oziroma dekleta ne bodo pripravljali na naslednje obdobje, ko bo otrok že toliko samostojen, da niti ne bo želel matere imeti ves čas ob sebi, da je treba v tem obdobju pa poskrbeti za nadaljevanje svoje kariere. Zdaj, ali v podjetništvu, ali pa tudi sicer. No, jaz vas moram še vprašati, glede na to, torej to se pri nas odvija že 10. leto, podjetnic torej ogromno, vsako leto več. Kako je pa v bistvu s tujino? Torej, pridejo tudi k nam, je to mednarodno, tudi oglašujete mednarodno, kakšni so potem odzivi, se spletajo kakšna sodelovanja tujina in Slovenija? Ja, letos imamo celo prijave iz Turčije, iz Črne Gore pridejo letos prvič k nam, lani smo imeli eno delegacijo 12 podjetnic iz Srbije, pravzaprav neposredno iz Beograda, letos tudi zaradi situacije tam ne pričakujemo njih, iz hrvaške podjetnice, predvsem iz Istre, z njimi se večkrat tudi sicer vmes srečujemo, ker imamo tudi svojo skupnost slovenskih podjetnic, pa seveda Avstrijke nas vedno obiščejo, Italijanke malo manj, ampak mislim, da se bodo kmalu tudi one odločile za udeležbo. Torej, 23. aprila vabljene in vabljeni na gospodarsko razstavišče. Zanima me še, kako v bistvu pravzaprav za vse tiste, ki se morda tega še niso udeležili, oziroma se nismo, tudi sama sem podjetnica, me zanima v bistvu, kaj lahko ženska tam pričakuje. Torej, gre to za neko vrst predavanja, ali je to v bistvu res ena na ena pogovori, tudi stojnice so tam, torej podjetnice se bodo lahko tudi predstavile s svojimi storitvami, Kaj lahko pričakuje nekdo od obiska pri vas? Ja, zdaj ključna stvar je pravzaprav druženje in mreženje in to se tudi ženske najbolj želijo, ker to mi tudi želimo promovirati kot praznik ženskega podjetništva. To je namreč največji dogodek, ki vse bolj postaja mednaroden, ki je namenjen samo izključno podjetnicam, se pravi ženskam, ki se ali odločajo za samostojno ekonomsko in neodvisno pot, ali pa so v tem že. Tako da to, kar lahko pričakuje nekaj krajših predavanj, vedno pripeljemo kakšno zanimivo gostjo kot uvodno govornico, letos bo to dr. Violeta Bulc. Morda se drži njenega imena predvsem njena zadnja karierna izkušnja, in sicer bila je političarka, ampak pred tem je bila ona zelo uspešna podjetnica in iz teh izkušenj, kako je biti podjetnica na tem področju, bo ona tudi seveda odpredavala dala nekaj zanimivih iztočnic in izkušenj. Poleg teh predavanj in predstavitev zanimivih podjetniških zgodb, ki lahko služijo kot vzor ali pa kot dokazilo, da se vse da, če se le hoče, imamo tudi vodeno mreženje. Letos ga bo vodila magistra Nastja Mulej in sicer gre za to, da moramo ločiti, kaj je mreženje in kaj je druženje. Druženje je seveda, da se povezuješ, srečuješ, izmenjaš vizitke in je zelo luštno in prijetno v nekem okolju. Pri mreženju pa moramo že na dogodek priti z nekim ciljem, da bomo spoznali in izmenjali naše informacije z najmanj, ne vem koliko, mi zdaj mislimo, da najmanj 40 oseb bo vsaka osebno spoznala, spregovorila z njo, izmenjala vizitko in izvedela od druge osebe, kaj pravzaprav počne. Tu se potem porajajo tiste priložnosti, ko rečeš, fino, zdaj pa končno poznam osebo, ki to dela, jaz pa to potrebujem in obratno. In zato bo to vodeno mreženje. Imamo organizirane okrogle mize z 12 mesti in v okviru teh okroglih miz se povezujejo po trojkah skupaj, na kar seveda iz vsakega omizja se lahko zelo zanimiva stvar predstavi v 3 minutah, kar prenesemo na skupen oder tudi, oziroma na skupen ekran. Potem pa seveda organiziramo tudi, bi rekla, skupinski ogled razstavnih mest, kjer se potem tudi razstavljavci, ki ponujajo določene izdelke, določene storitve, lahko predstavijo vsem udeleženkam. Skratka, gneča je velika, ampak programa tudi veliko. Po seveda teh izmenjavah in tudi določenih takih točkah, ki so sprostitvene točke, pa je potem skupno kosilo in seveda v okviru tega tudi in kasneje do 4 tudi mreženje po svoji izbiri. In pa imamo svetovalne točke, se pravi, če je kakšna začetnica, se lahko usede pa spregovori z določeno svetovalko na to določeno temo.
matchmaking točko, kjer pomeni, da že vnaprej napovejo, koga bi rada srečali, ne poimensko, ampak katero vsebino iščejo, kakšnega ponudnika iščejo, in ker imamo mi podatke na podlagi prijav, potem nekako lahko uredimo tudi matchmaking. Recimo ta Turkinja, ki prihaja, ima že matchmaking na naši strani, ker ima ta skupno dejavnost in se bodo seveda zagotovo za kakšno stvar tudi dogovorili. Ja, odlično. Gospa Marta, najlepša hvala, da ste prišli, nas seveda povabili. Drage podjetnice, toplo vabljene, torej 23. aprila na Gospodarsko razstavišče. Povezovanje je torej ključ do uspeha, zato nikar ne manjkajte.